isto kategorijo, kot ti praviš. Saj si kar zraven, kje pa žural največ, ker spomnim se. Ja, ne, se v redu. Leplac pa to, ne? Ja, Šempeter, kje so te cajti? Točno taka muzika je bila iz tistega cajta. Res je. No, pa da ne zaideva, ker imamo spet gosta, da zdaj sama se namenjava. Črno-rumeno kot eno. Sam sta prišla v sivi pa v črni. Črno. Emir Taletović in Tilen Sokolič spet sta tukaj, kaj je zdaj to? Ja, mislim, kaj to vaja, dva sam pošiljata. Gli smo mogli to Celje, pa smo pač se ustavili, slučajno, da izkoristimo pot. Aha. Pa sva slišala, da naj jo že malo pogrešata. No, tako. Popestrite eno četrtkovo jutro. Tilen, lepo. Ja, mislim, pohvalno. Dobra kava eno tudi. Hvala. Se pravi, ste se oglasili na kavo, pa malo da rečemo, kaj dogaja pri vas v klubu RK Gorenje. Lahko sem neki, nazadnje smo premagali Slovan. Kaj pa to? To že ni bilo več nazadnje, ampak... Mislim, Predzadnje. Vmes je bila še Krka, ne? Tako je. Tudi zmaga. Ampak ne, Trimo Slovan. Zmaga. Hočem reči, Slovan. Ja. Slovan je bil poražen. Ja, ker smo se pogovarjali o budžetu, ko smo ta razlagali. Ne, ker so vsi opevali ta Slovan, to je pa zdaj vrh. Ja, ni, Velenje je. Verjetno je še posebno užitek zmagati tako močno ekipo, ne? Ja, pa sploh doma, pred tako publiko, ko smo imeli izredno podporo, pač mislim, da je bilo res en rokometni praznik. Ja, mislim, da je bila dvorana tekle polna. Tekle polna. Tekle polna. Prste, kad daš čist skupaj, tekle polna. To je tisto, na eni nogi sem stal, pa še tista ni bila moja. Tako, nekaj takega. Ja, super, zdaj pred vrati je tekma, juter. Na petek so vam dali tekmo. Na petek, pa taka butasta ura. Pa ne, namesto bi šli ven žurata, veš. Ne, mi imamo raje v petek tekmo, pa vikend fraj. To je v redu. Dobro. Čeprav ta vikend ni fraj. Ura? Ura je pa 18:15. Zdaj mene pogledal, ker sem rekel, da imajo 8:15. Nisem bil več zi. Ja, da se uskladimo, da vemo, kaj po domače 15:06 večer, ja. 15:06. Rdeča dvorana še vedno. Še vedno rdeča dvorana. Ni več pike. Ste jo spodili ven. Ja, smo ji dali 2 tedna časa, zdaj smo pa mi na vrsti. Smo spet doma. Zdaj ste se uigrali nazaj v svojo rdečo dvorano od Kajuha? Ja, smo, ko se reče temu, uhodli, dobro. Dobro. Se pravi, ta petek, oziroma jutri, 15:06, Gorenje, Trimo. Tako je. Bo šlo na nož? A je, bom rekel, neprijeten nasprotnik ali je čisto kot vsi ostali? Ja, vsi ostali so tudi neprijetni. Dober nasprotnik, gre za dobro ekipo, kakovostno, imajo nekaj novih igralcev, ki so izkušeni že v naši ligi. Tako da ja, bo šlo na nož, tako je šla zadnja, pa predzadnja, pa predpredzadnja. To je ono, en gol. Mi poskrbimo, da je zanimivo tudi za gledalce, da se puls malo dvigne. Ja, da ni nekaj samoumevnega. V bistvu oni skrbijo za naše sive lase. Tista napetost je skozi do zadnjega grla so taka. Za polno dvorano do konca. To je res. Z veseljem vračate. Tako, da si rečeš, splača se iti, ni bilo nekaj kar tako, samoumevno, ja, fajn. Vi ste zdaj, Džombi, koliko je pa vaša mlajša ekipa? Vidim, da ste se dobro ujeli, vsaj po rezultatih. Mislim, mlajša, pomlajena. Ja, vsak teden, malo po malo, zaenkrat ratuje, tako da računamo na to, da bo jutri še boljše, pa potem še boljše. Tako da lovimo formo, ampak se počasi uigravamo in dobivamo končno podobo. Mislim, kakorkoli na igrišču ste bili kar ekstra uspešni. Vsaj proti Slovanu se je videlo, da ste delno bili uigrani, sicer goli so bili, sam ste bili bolj kot ne skozi v napadu, če se jaz ne motim. A smo sami napadali. Ja, mislim, ste bili pridni, no? Ste bili kar ose. Čeprav bolj sršeni. Pejte, Šuši, po daljnici, jaz sem dal pa malo muske. Vidva ste po nadaljevanju povedala, kaj vse počnete poleg tega, da ste rokometaši? 9:30 je ura in rokometni smo RK Gorenje Velenje, Emir Taletović in Tilen Sokolič sta z nami. Še enkrat pozdravljena, dobro jutro obema. Dobro jutro, dobro dan. Povedali, Emir, dej.
Dobro jutro, dober dan. Ne, on je zdaj pri jabkih. Ja, no to je zdaj tisto, smo rekli, evo, tekma jutri, igrate proti Trimu, 18:15, torej 15:06 zvečer v Rdeči dvorani. Kaj pa počnete, ko ste prosti? No, slišali smo iz Venetra, kaj jabke pobirate? Tudi. Pa tak, veliko imamo obveznosti tudi okoli kluba. Prejšnji teden je bil teden mobilnosti, smo se vozili s poni, ki nam jih je za nagrado za prvaka izdelala podjetje Turna iz Šoštanja. Šoštanja? Ja. A je res, da ste se peljali iz Šoštanja do Velenja? Smo. Mislim, glej, za ponija se splača peštaj, pa s ponijem nazaj. Tja smo šli na štop. Na štop. Na štop ste šli? Tako je. S kombijem so nas pobrali, slučajno pri kontrolu. In odpeljali do Šoštanja, do Turne, tam smo malo pogledali po podjetju, se pogovarjali z zaposlenimi, prevzeli ponije in pedalirali nazaj. Velenje je navzgor. Ja, mal je, no, rahlo se uspenja skozi. Mi smo dobili ekstra ponije, s predstavami. To ste zdaj že neki fancy šmanci, ne? Ja, veš. Ampak to je bila v bistvu zdaj pač kondicijska priprava, ne, na, lahko rečem, A misliš, da so tekmo? to prikrito turili, ne, to neko zdaj, ne, kondicijsko pripravo, pa da sploh niste vedeli, da v bistvu imate trening? Ja, v bistvu ta teden mobilnosti, tako da bolj na začetku, ne, da še izpiliš zadnje one kondicijske. Ampak ste pa drugače v sklopu Evropskega tedna mobilnosti bili fejst dejavni tudi za samo občino, z otroci, po celem Velenju vas je bilo en haufen. Pa stojnice ste imeli, pa plesali ste. Kaj vse? Ja, ne, smo imeli, z veseljem se udeležimo takih zadev, smo malo pokazali naše nove ponije, smo malo sodelovali pri tej akciji Teden mobilnosti. Potem smo imeli v soboto, če se ne motim, so se športna društva predstavljala, tako da smo bili na glavnem trgu. V ponedeljek pa pol že dan slovenskega športa, kjer smo zaplesali z Oso Piko in otroci iz osnovnih šol. Tako da je bil pester teden, ja. Dogajalo se pravi, v bistvu frej niste skoraj nič. Tako da jabke bodo mogle počakati. Ja, Nažalost. Zdaj bom nekaj nenavadnega skupaj vezal, mogoče skupno morje. Zdaj, ne vem, Tilen, ti si z obale, a si že imel bel božič, kdaj? Nikoli, da se ga jaz spomnim, res ne. A res bo letos prva smreka v Velenju? Ja, letos je planirana prva božična smrekica. Ja, oni so imeli palmo, tako je mama Miva tudi v studiu, ne, na morju. Zdaj bo pa smreka, sam za bel božič bomo mogli pa še kaj narediti, veš, bomo mogli malo doplačati. Mislim, da enih 9 let že ni bilo belega božiča, tako da. Koliko? Mislim, da 8 ali 9 let. Smo imeli pa bel september, je rekel Tilen. Kaj ste bili na Vršiču? Ne, tja mogoče gremo s poni po sezoni. Vidiš, dobra ideja za zaključek. Čak, če imate une s pristavom, ti si pa rekel, da mora biti brez pristav. Ja, brez pristav mora biti. Sam so rekli, da če se odločimo za to, da nas bojo podprli in dobimo ponije za ta dan, če gremo na Vršič, da nam bojo dali, da la gremo. Aha, one brez pristav, ne? Ja, po njihovih standardih. Ja, dobro, naredimo tehnični pregled pred štartom. A je sam zdaj tehnični, to je isto kot boksari, ko se tehtajo prej, pol je pa čist drugačna tehnika. Pa z električnim gar. Tako. Fajn, no, a lahko povežem do konca? Ja, dej. Rekel sem nekak morje, ti si iz morja, ne Tilen, pa smo zdaj ugotovili, da bo to pač prvi, upam, da beli božič, ne. Emir, ti pa čovn prodajaš? Ja, res je, imam reklamo. Lep, urejen, negovan. Zainteresirani na nič 4. Je kva, zdaj da reci reklamu, kak čovn imaš? Gumenjaka, 5 metrov, čim več ogledov rabim, pa da pride, naj se proda. Kak motor imaš gor? Motor je Suzuki 140 konjski. To leti? Ja, leti, ja, sam nobenmu se ne ljubi s tem ukvarjati. Pri nas vsaj, no. To je velik dela, tako so rekli, pač ko imaš čovn je najbolj vesel si, ko ga kupiš, pa ko ga prodaš. Vmes pa sam delaš. Tako, ni pocen, ampak je pa tudi fajn. Glede na to, da je Tilen z obale, pač jaz zelo mu priporočam, da še eno smreko mu dam zraven. Svežo tamle gor iz lipe. Ja, lej, če ne pa na smreku boš letos lahko jabke obesil na mesto bunki, zaradi tega, ker mislim, da ima Emir malo velik jabk. Ja. Če ne bo šlo vse v sok, dajmo pa za bunkice ponuditi, no. Bom dal, z veseljem. Lahko si gre pa sam nabrat, bom najbolj vesel. Pa vi bi lahko, soboto imate fraj, si rekel. Če dežuje.
Soboto. Ja, pa dobro, pa se Ni za še bilo jabolke vremenske pobirati. napovedi, ne izdati vse. Zdaj le bo. Za jabolke pobirati je čisto v redu. Lej, jutr, 15:06, zmagamo Trimo. Tako Tako dober je. plan. Sobota, delovna akcija, pretep, vsi gremo pobirati jabolke. Lahko, jaz sem za. A nisi rekel, da v nedeljo? Blok tudi v soboto. Še raje v soboto, ko smo čist frajo. V nedeljo že imamo trening. No, zvečer. ja, vidim. A veš, tako da jaz sem tudi za. Boma zbirala podpise. Zmenjeno. Da. Veliko Dobro. stvari, zdaj veliko smo povedali, pa neki obljubili, Emir, sam vrnem se nazaj, a res prodajaš ta čovn ali je to samo rečeno? Zdaj res ga. Kje te lahko, ne, dej bo ga prodati, kje te lahko dobijo? Na Facebooku, na Marketplaceu je objavljen. tako da- Aha, ok, Facebook Marketplace, pogledajte gor. Ne? Je, kaka reklama. se mislim, da- ne boš rekel, da si za 2 ston litra prišel jabolčnega cele, ne. soka, lej. Bom. Okay, zdaj je Tilen povab še prosim, da res pridejo jutri vsi navijati za vas. A tako, ko zadnjič tale. Tako uradno. Neuradno. Ne prisiljeno, pa ne. Vsi vljudno vabljeni, da nas prijete podpreti v petek 27.9. 18:15 Rdeča dvorana. Mi bomo dali vse od sebe, da premagamo nasprotnika iz Trebnja. Zdaj pa obljubljamo borbo, obljubljamo zabavo. V bistvu držali nas boste do Do zadnjega ne, tako je rekel na Emir. Ni trnih. to tisto, zdaj takoj zmagati. Ej, ampak Bo napeto. ti bo zdaj že vratar tako, ko se zagre za celo tekmo. Mislim za celo, se ne moreš biti za celo, ampak za večino tekme. Ali Ne vem, bo še skok, kaj probo mal. to bo trener odločil. Ok. Ej, kak pa je kaj trener? A je v redu? Je zdrav. Je zdrav. Dobro, To je v redu. dobro. To je Lej, to. bodite zdravi vsi, fajn odšpilite, pa kot si dejal, oziroma sta rekla, gremo na zmago. Ne? Se vidimo Gremo na jutri. zmago. Vse Ok, vidimo. Dobro, hvala, čau, dio. Čau.